Vsem prav lepo dan, imenu poslanske skupine SDS. Poslanska skupina SDS je pred nekaj minutami vložila zahtevo za sklic izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije glede stanja demokracije v Sloveniji in pa predvsem glede vprašanja vrednot, glede skladnosti stanja realnosti v Sloveniji s tistim, kar izhaja iz aktov Evropske unije, koliko so pravzaprav vrednote, ki so pri nas v spredju, skladni s tistim, kar moderna združena Evropa sama postavlja v spredje in na čemer v resnici tudi temelji. Slovenija, veste, da je danes sestavni del moderne združene Evrope. Smo člani Evropske unije, smo člani Schengenskega območja, smo člani Evropskega območja, vstopili pa smo v to zvezo na osnovi referendumske odločitve ljudstva, ki je bila sprejeta pravzaprav s plebiscitarno večino, se pravi z izjemno visoko stopnjo legitimitete, ki nas torej toliko bolj zavezuje. S tem smo postali dejansko in tudi pravno formalno zavezani aktom in vrednotam Evropske unije. Kakšne so vrednote moderne združene Evrope, je zajeto predvsem v dveh dokumentih, ki opredeljujeta temeljne vrednote Evropske unije, to pa sta resolucija 1096 Sveta Evrope in pa resolucija Evropskih zavesti, ki jo je Parlament Evropske unije sprejel pred nekaj leti. V njej smo takrat v parlamentu na naš predlog tudi razpravljali, žal je zmanjkalo politične modrosti za izrecno podporo. Vrednote moderne združene Evrope v Sloveniji dejansko niso povsem uresničene. To je treba zelo jasno povedati in na to nas opozarja tudi Evropska unija. To postaja vse bolj pereče razvojno vprašanje. To ni samo vprašanje vrednot ali pa kot morda bi kdo želel postavljati ideološko vprašanje. Daleč od tega, to je predvsem razvojno vprašanje. Če kdo v tem dvomi, se je lahko prepričal, in to je kronski argument, kako je bil včeraj izglasovan z glasovi vladajoče koalicije zakon, ki omogoča podeljevanje gospodarske pomoči podjetjem, ki niso sposobna preživetja, kar izrecno piše v obrazložitvi, in to brez vsake garancije. Tukaj je treba vedeti, da zakon o pomoči gospodarskim družbam je bil že sprejet z našo podporo, ampak seveda tistim, ki imajo zdravo jedro, ki so se sposobni razvijati, da je nova produktivna delovna mesta, da je dodano vrednost, pač konkurirati znotraj Evropske unije, pa tudi globalno, in pa seveda pod pogoji določenih garancij. Zdaj pa so sprejeli zakon, ki omogoča po domače rečeno, da se tala temu na roko toliko, temu na roko toliko, temu na roko toliko, vzame se tistim, ki so preživetja sposobni, s tem se jim onemogoči odpiranje novih delovnih mest. Nekdo bo ta denar pobasil, verjetno odpremo nekam ven v neko davčno oazo in potem bojo šla tiste firme v stečaj. Ker itak niso sposobni preživetja, se to piše v samem zakonu. To seveda, zanimivo je bilo, da je ena od včeraj poslank vladajoče koalicije rekla, se to je kapitalizem. Ne, to je popolno nasprotje kapitalizma. To je socializem v najslabšem pomenu besede. Vzameš tistmu, ki je gospodarsko uspešen, ki je sposoben razvoja, preživetja in daš tistmu, za katerega je naprej jasno, da bo crkven. To je neumnost, ki se konča seveda v revščini vseh na koncu. Kot rečeno, gre za razvojno vprašanje. In to razvojno vprašanje zasega tudi področje pravosodja. Na to nas tudi zadnja priporočila Evropske unije zelo resno opozarjajo. Kakšno je stanje na področju pravosodja? Samo nekaj primerov. V Sloveniji je s pravnomočno sodbo, kdo se želi podrobno informirati, nisi pogleda tukaj le to gradivo, ki je zdaj že uradno vloženo. V Sloveniji je bilo s pravnomočno sodbo odrejeno, da je prepovedano govoriti po resnici, ko gre za prejšnji režim. Konkretno. Nekdo je nekomu očital, da je udbaš, on ga je tožil, ta je predložil na sodišču pisen dokaz, da je on dejansko udbaš. Njegov lastnoročen podpis je bil. Pa je bil vendarle ta prvi obsojen.
Ker da v demokratičnem režimu ni več dopustno nekomu očitati, da je udbaš. Veste, v resoluciji o evropski zavesti je Evropski parlament, torej nekaj, kar nas zavezuje, natančno opredelil, da je potrebno o tajnih službah totalitarnega režima govoriti, da je potrebno njihove metode, dela, sredstva, osebnosti, ki so se s tem profesionalno ukvarjali, razgaljati in da je treba to ohranjati kot spomin, zato da se zgodovina ne bi ponavljala. Koliko ima taka sodna praksa kaj skupnega s tem, mislim, da najbolj ni treba posebej poudarjati. Po drugi strani je pa nedavno bila izrečena sodba, ko je šlo za več kot očitno laž, kar izhaja tudi iz neke druge sodbe istih sodišč zdaj v Sloveniji, je bilo pa rečeno, da ko gre za očitno neresnico, izrečeno, napisano celo v naslovu na račun SDS, da če bi pa vsaka neprijetna tema bila problem, pol pa ne bi odpirali nekaterih pomembnih vprašanj. Prevedeno v slovenščino sodna praksa je, da ko gre za SDS, je pa dovoljeno lagati. To se pravi, ko gre za prejšnji režim, ni dopustno povedati resnice, celo kaznivo govoriti po resnici, ko gre za SDS, je pa dopustno ali ne vem, obvezno lagati. To je pa res zanimivo in kaj takega seveda v moderni združeni Evropi ni na kaj iskati, posod ni drug prostor in čas, zelo veliko pa pove o prostoru in času, v katerem živimo. Če se torej od ekonomije do pravosodne prakse vlečejo neke zgodbe, ki v ta prostor ne sodijo, potem se postavlja vprašanje vrednot. Mi smo se s plebiscitom odločili za samostojno demokratično državo Slovenijo in z vstopom v Evropsko unijo dokončno potrdili in sprejeli vse te demokratične vrednote. Žal se očitno ne udejanjajo, nasprotno, tudi sedanja oblast nas v tem trenutku več kot očitno, že iz tega primera, ki sem ga navedel, od tega oddaljuje. In kar je bistveno, zato vsi slabše živimo. Zato vsi slabše živimo. Zato pada blaginja, zato se povečuje nezaposlenost, zato nekateri zelo grdo, nesramno bogatijo, vsi ostali pa smo zato vse revnejši. To seveda pomeni, da postavljamo državo zaradi nekih napačnih izhodišč v položaj, ko ne more več postati konkurenčna vsem ostalim, znotraj gospodarski subjekti v taki državi nimajo enakih možnosti za uveljavitev kot ostali, nimajo ustrezne pravne varnosti in zaradi tega tudi ne morejo biti toliko uspešni. To ni samo naša ugotovitev, o tem nas je izrecno opozoril v svojim zadnjih priporočilih tudi Svet Evrope in ta priporočila so bila narejena na predlog Komisije Evropske unije. Se pravi, tukaj gre za izredno resna opozorila najvišjih institucij Evropske unije, da z demokracijo v Sloveniji nekaj ni v redu, da to vpliva že na razvoj, da je to za Slovenijo kritično razvojno vprašanje in da je potrebno nekaj storiti. Zaradi tega opozarjamo, da niso bile uresničene nekatere resolucije iz preteklosti, v prvi vrsti resolucija 1096, opozarjamo, da tranzicija v Sloveniji ni uspela, da smo edina evropska država, v kateri tranzicija ni uspela, o čemer pričajo prav argumenti, ki sem jih zdaj naštel, pa še številni drugi, ki so zajeti v tem gradivu, da predlagamo Državnemu zboru sklep, da je potrebno slediti priporočilom in opozorilom iz teh resolucij in pa seveda, da naj se pripravi reforme, ki bodo te resolucije in z njimi evropske vrednote v Sloveniji udejanjila brezpogojno in v celoti. Temu nas še enkrat zavezuje naša plebiscitarna odločitev in k temu nas zavezujejo akti Evropske unije in konec koncev je to zdaj vzdignjeno tudi na ustavno pravno raven. Sej je to zapisano sledi iz že prvih členov slovenske ustave. In pa seveda, kar je posebej pomembno, predlagamo Vladi Republike Slovenije, da pristopi k celostni reformi ustavnih in zakonodajnih mehanizmov, ki bodo omogočili nepristransko in neodvisno sojenje v razumnih rokih,
ter bodo onemogočili zlorabo prava oziroma postopkov politične ali druge neustavne namene, s tem, da se bodo uveljavili standardi, ki bodo preprečili imenovanje na odgovorne položaje v tožilstvu in pravosodju tistih, ki so kršili človekove pravice in svoboščine, k čemu nas prav tako zavezujejo akti Evropske unije. Žal na slovenskih tleh se teh normativov, teh pravil ne uveljavlja. S tem se ne uveljavlja tudi vrednote. Toliko za uvod, še lahko dodam še mnogo drugih podatkov, bi pa opozoril, da v primeru, če se to ne udejanji, to pomeni, da se bo sedanji trend negativnega dogajanja v Sloveniji nadaljeval, da to pomeni nazadovanje blaginje za vse, da to pomeni, da ne bo novih produktivnih delovnih mest, da pa se bo očitno, kot izhaja iz prav včeraj sprejetega zakona, nekaterim še naprej dajalo neomejene količine denarja in da bomo postala država, kjer bojo socialne razlike vse večje pod krinko nečesa, kar je že zdavnaj preživeto.